Od skupno 20 točk na tematski poti Vir življenjske energije, teh bo v prihodnje zaradi vedno novih idej nemara še več, so letos uredili 4. Poleg Škratove jame v Beli cerkvi so poskrbeli še za okolico ruševin gradu Štrlek in cerkve Karmelske matere Božje v Slapah, na Koglem, najvišjem vrhu v občini pa postavili razgledno ploščad. Največja pridobitev je vsekakor terminal na dotik, ki stoji v centru Šmarjeških Toplic. Tukaj je turistična ponudba celotne občine, trenutno v 2 jezikih, slovenskem in angleškem. V prevodu pa je še v nemški jezik, italijanski jezik, ruski in pa češki jezik. Da nove turistične točke pripomorejo k utrjevanju občine Šmarješke Toplice kot znane turistične destinacije, meni vršilec dolžnosti direktorata za turizem. Vsak napredek šteje, to je zagotovo. Jaz sem vesel vsakih novih projektov, vsaka izpopolnitev turistične ponudbe zaokroža to ponudbo in daje neko novo kvaliteto. S projektom, katerega namen je predvsem prepoznavanje in oživljanje naravnih in kulturnih danosti, je bila občina uspešna na razpisu lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Celoten projekt teh 5 točk je bil vreden 79 tisoč evrov, skoraj 65 tisoč evrov pa smo dobili nepovratnih sredstev Las in Lider, ostalo pa je bilo financirano iz turistične takse in pa od sodelujočih partnerjev Term Šmarješke Toplice, Turističnega društva Šmarješke Toplice in Športno-turističnega društva Bela cerkev. Družbo Terme Krka kot glavnega ponudnika, najpomembnejšega ponudnika turističnih produktov v občini Šmarješke Toplice izredno veseli današnja pridobitev in je na nek način dokaz, da samo gospodarstvo brez lokalnih partnerjev takšnih stvari ne more narediti. Številni obiskovalci namreč povprašujejo ravno po tovrstnih produktih, še dodaja Šoštar. Tako namerava občina že v naslednjem letu postaviti opazovalnico bobrov v Zdravcih, na Vinjem vrhu pa se bodo lahko domači in tuji turisti seznanili s tamkajšnjo bogato arheološko dediščino.